Živijo na vlogu. Mi smo se danes iz Ceute, ki je na afriški celini, prepeljali v Algeciras, ki je že na stari celini v Evropi. V bistvu, ja, včeraj smo že kupila karto tudi v Portu. Dala sva za njo 120 €, kar je ful ugodno. Večinoma sem videla na netu, kar sva najcenejšo našla, je bilo 133, drugače pa večinoma za kemper okrog 200. Ampak potem so včeraj ugotovila, da ta karta piše, da je to za mali turističen avto. In v bistvu je bila karta, mislim, da nekih 90 €, pa je bilo pa 25 € še provizije od tega agenta, ki nama je karto prodal. Tako da naj jo danes zjutraj že res skrbeli, da ta karta ne bo v redu, da nam jo pač on malo natekne in da nama je prodal neko karto za oseben avto. Ampak danes se z unim voucherjem brez problema nam je izdal karto, čeprav je gor pisali, da je za vozilo za 4,80 m. In potem sva je tudi mogla pokazati, ni bilo nobenega problema, tako da je šlo vse skozi v redu. Tako da sva zadovoljna, da se je razpletel, kakor se je. Ja, sva pa včeraj kar malo kulturni šok doživela, ko smo prišli v ta španski del. V bistvu sploh nisva se zavedala, koliko sva se midva navadila v teh mesecih živeti v muslimanski državi. In res so bila navajena tega, da pač so moški večinoma v dolgih hlačah, ženske so pač pokrite, sploh telo imajo pokrite, ampak večinoma tudi rute na glavi. Pa nam je bilo to čisto normalno in včeraj potem, ko smo prišli v ta španski del, tudi danes sva kar tako malo se spogledala, koliko smo v resnici Evropejci res malo oblečeni in kako razkazujemo vse svoje ude, da je čisto normalno, da ženska v kratkih hlačah pa športnem modrcu okrog pot. Ja, to je bila ena stvar, ki me je presenetila. Druga pa, da sem v dolgem času spet videla, da ljudje na štriku sprehajajo pse. Tega v Afriki res ni, če so vsi so po tepuški lesniški, večinoma res ni, mogoče se jih videla 5 vse skupaj. Tako da ja, je tako, kad je bil kulturni šok, ko smo šli v Afriko, je zdaj, ko smo prišli nazaj v Evropo. Včeraj smo se potem po prihodu v Španijo pripeljali na eno plažo, Linea de Concepción, mislim, da se imenuje, kjer smo bili že 3 leta nazaj, 3 leta pa pol, v bistvu za novo leto 2020-2021, prvo novo leto na poti.
In ja, ker ne moramo verjeti, da smo se vrnili na isti kraj, potem ko smo obkrožili celo Evropo, del Azije in del Afrike, pa še kar nismo zaključili s tem potovanjem. Ja, je kar zelo čuden feeling. In ja, no, je pa tudi bilo zanimivo videti, da ene stvari, ki so jih takrat gradile, ene hotele, so še vedno v isti fazi gradnje. Ja, pa nasplošno ni videti, da bi se kaj zelo veliko spremenili. Tudi Gibraltarska gora, ta skala je še vedno na istem mestu, tako da danes si gremo pogledati Gibraltar. V bistvu prav na skalo tja do unih opic ne bova hodila, ker se nama niti ne da, pa tudi v bistvu sva zdaj te opice videla v Maroku. Tako da nisva pripravljena direkt iz tega Maroka iti v tak turizem, kakor je tukaj. Bomo pa vseeno malo se po mestu sprehodili, pa če bomo uspeli ujeti še kakšno letalo, ki pristane ali pa vzleti, bo pa še bonus zraven. Ja, vstop na to skalo je tudi zelo drag, tako da tudi zaradi tega ne bova šla. Bi pa rada videla ta letala, ker takrat, ko smo bili tukaj, je bila korona in so bile meje med Gibraltarjem in Španijo zaprte. Tako da, ja, takrat nismo uspeli ga videti in upam, da nam tokrat uspe. Gibraltar je britansko čezmorsko ozemlje, ki zavzema ozek polotok španske južne sredozemske obale. Je močno utrjeno britansko zračno in pomorsko oporišče, ki varuje Gibraltarsko ožino, torej edini vhod v Sredozemsko morje iz Atlantskega oceana. Španiji je prav iz tega razloga ozemlje že več stoletij zelo atraktivno, zato že dolgo prihaja do napetosti z Združenim kraljestvom. Meja med Gibraltarjem in Španijo je bila od 1969 do 1985 celo zaprta. Na območju velikem le slabih 7 kvadratnih kilometrov trenutno živi skoraj 33.000 prebivalcev, kar Gibraltar uvršča med eno najbolj gosto naseljenih območij na svetu. Uradni jezik je sicer angleščina, a je večina domačinov dvojezičnih, saj govorijo tudi špansko. Gibraltar sicer slovi predvsem po Gibraltarski skali iz jurskega apnenca visoki 426 metrov in berberskih makakih, ki so edine divje opice v Evropi. Včeraj smo si potem šli ogledati ta Gibraltar, končno, in moram reči, da naj ni nekaj ekstremno navdušil, v bistvu je taka zelo moderna oaza, se nama je zdelo. Nisva sicer šla gor na skalo gledati tistih opic, sem po mestu sva se malo pošetala pa po marini. V bistvu moram reči, da se morava še malo evropizirati. V bistvu je kar malo kulturni šok priti nazaj po tolikem času v Afriki. Malo se bova spet mogla tega norega potrošništva navaditi in da so ljudje ful uštimani in samo sebi razmišljajo in živčnosti in hitenja in ja, tako, ja, je kar drugače kakor v Afriki, no, tako da se bova mogla spet temu prilagoditi.
Ja, res vse bolj hitro poteka, vsi so bolj živčni, vsem se nekaj mudi, res je čist drugače kot v Afriki, ko so drugi izzivi, ampak to vrstnih pa ni. No. Smo pa potem danes že kar šli naprej od obale, zdaj po obali ne bomo več šli zaradi tega, ker smo že takrat obdelali, pa že takrat naj oni neki ful ekstra navdušila, zdaj po vseh divjih placih nama pa sploh ta urbanizirana obala ni všeč, tako da smo šli kar v notranjost, danes v smeri Sevilje. Ja, jutro imamo v Sevilji nekaj opravkov, drugače pa nadaljujemo pot proti Portugalski, kar nisva še povedala, se mi zdi. Tudi to je stvar, mislim, država, ki si je takrat nismo uspelo gledati, ker so zaprli meje tik preden smo mi tja prišli. Mislim, da smo bili 51 km pred mejo, ko so rekli, da pač zaradi korone ne pustijo tujcev v državo. Tako da ja, nismo še bili na Portugalskem in ja, upamo, da nam tokrat uspe, tako da bomo zdaj kar tja pohiteli, pa si jo potem počasi ogledali. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!